Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Moj današnji sogovornik je zopet nov doktor na področju zgodovinopisja. Jan Bernot je pred kratkim doktoriral s temo, ki se dotika dveh zanimivih polj, o čemer bo seveda več povedal sam. Nacionalizem, religija, Kranjska. Kaj je bilo zdaj bistvo vaše naloge? Tako, ja, v svoji doktorski disertaciji z naslovom Nacionalizem, religija in ruralno prebivalstvo na Kranjskem od 1861 do 1918, ki je na oddelku za zgodovino nastala pod mentorstvom profesorja Roka Strgarja in profesorja Jerneja Kosija, sem se ukvarjal s procesom širjenja in ukoreninjenja slovenske nacionalne ideje med podeželskim prebivalstvom na Kranjskem. Pri tem sem se z večine opiral na vire cerkvene provenience in se, ker so viri to dopuščali, posvečal tudi tozadevni vlogi duhovščine in pa razmerju med nacionalizmom in ostalimi idejnimi sistemi tiste dobe, nekaterimi med njimi zlasti religijo. Zdaj, načeloma, tako je, to je polje zgodovinopisnih obravnav, ki je bilo v slovenskem zgodovinopisju že izčrpno obravnavano, in tako da je moja disertacija v najboljšem primeru privedla do kakšnih kakšnih dodatnih vpogledov ali pa manjših korektivov kateri od obstoječih interpretacij. Izmed vseh dognanj je verjetno najbolj zanimivo ali pa za širše razprave o tej problematiki najbolj relevantno tisto, ki nakazuje, da je ta proces širjenja in zlasti proces ukoreninjenja nacionalne ideje, proces tega, da je nacionalna ideja tudi na podeželju postala nekaj samoumevnega, nekaj, kar je bilo kar je determiniralo ravnanje in vedenje ljudi v vsakdanji praksi, da je ta proces potekal na dva načina. Na pretežnem delu Kranjske, kjer imamo opraviti z večine enojezičnim prebivalstvom, kjer nimamo zares, tu nekoliko poenostavljamo, opraviti z neko tekmo konkurenčnih nacionalnih gibanj za naklonjenost tega prebivalstva. Edini nacionalni projekt, ki ga to prebivalstvo zares zanima, je slovenski. Edina kategorija, ki jo posameznik, ki se, tudi če se leta 18. in pogosto seli, v vsakdanji praksi opredeljuje za kranjskega, edina kategorija, ki jo lahko izbere pri popisu prebivalstva, je slovenska, edini jezik, ki se ga v ljudski šoli zares nauči, tekom obravnavanega obdobja je slovenski. V tem prostoru prehod od nekega prevladujočega enačenja s kranjstvom, ali pa prevladujoče oznake lastnega jezika za kranjski jezik, k modernemu slovenstvu poteka počasi do malo odsotnosti vsakršnih konfliktov. Prevladujočo vlogo so imele v takšnih primerih strukturne silnice. Precej drugače pa je na tistih prostorih, kjer za naklonjenost prebivalstva tekmuje več konkurenčnih nacionalnih gibanj, denimo na obronkih Kočevske. Tam se pa srečamo z dvojezičnim prebivalstvom, ki je zdaj postavljeno pred izbiro. Četudi se poprej v vsakdanji praksi ti ljudje označujejo za kočevarje ali pa za Kranjce, morajo poslej izbrati. Lahko so bodisi Slovenci, bodisi Nemci. To so pa prostori, kjer se pa srečamo s pojavi, ki jih v novejšem zgodovinopisju označujemo s koncepti, kot je nacionalna indiferentnost in tako naprej. Nacionalne lojalnosti podeželskega prebivalstva so v takšnih okoljih precej manj stabilne, precej več je prehajanja, precej več je tudi instrumentalizacije tega nacionalnega boja, strani samega podeželskega prebivalstva.
nekako je bila, mislim, v tem smislu je zanimiv no, ta odnos in v tem primeru ima torej, lastno delovanje posameznika ali pa svobodna volja posameznika, ne, precej večjo vlogo kot na pretežnem delu Kranjske, ker to, ne, v kaj bo posameznik nacionaliziran, niti ni predmet razprav, ne, ker vse skupaj poteka po nekakšni inerciji, no, recimo temu. No. Kje pa je tukaj zdaj religija? Ja, tako, religiji sem se pa posvečal ob tem, ne, se pravi, duhovščina je imela ključno vlogo, ne, mislim, ali pa pogosto, ne, osrednjo vlogo v tem procesu, ne, torej v tem procesu širjenja in ukoreninjenja nacionalne ideje. Ne. Torej na pretežnem delu Kranjske, v pretežnem delu Kranjske, zlasti skozi, ne vem, rabo knjižnega standarda, ne, širjenje torej posredniško vlogo, no, v tem smislu. Ne. Na teh prostorih, kjer se stika več konkurenčnih nacionalnih gibanj, pa je bila duhovščina, vsaj na Kranjskem, praviloma tudi na tistih delih obronkov Kočevske, ki sem jih jaz obravnaval, čeprav ni bilo povsod tako, no, Kočevska, vsaj njen osrednji del je v tem oziru specifičen primer, pa vendar ne je duhovščina praviloma zavzela, torej se postavljala na stališče slovenskega, ne, nacionalizma ali pa slovenskega nacionalnega gibanja, pri čemer pa je torej zanimivo ali pa ni nepomembno, ne, da je tudi pri še tako, ne, jasno nacionalno opredeljenem duhovniku vera praviloma prevladala nad nacijo. Ne. Se pravi, odrešenje še tako trpkega nacionalnega nasprotnika, ne, je bilo v praksi običajno precej pomembnejše od zasledovanja nacionalnih ciljev, ne, čeprav ti niso bili nepomembni. Ne. Tudi koncesije na verskem polju, ne, ki jih je duhovščina nudila, ne, vsaj v njenih očeh, ne, torej nacionalnemu nasprotniku, so pogosto zavisele od same strukture župnijske skupnosti. Ne. Se pravi, v okoljih, kjer, torej v doktoratu sem se osredotočil na torej, 2 študiji primera, poleg nekega širšega pregleda, ne, torej na domžalski prostor in pa torej obronke Kočevske. Ne. Torej na Domžalskem, tam, kjer je prehajanja med nacionalnimi tabori manj, ne, tam imamo opraviti torej, s precejšnjim deležem tirolskega prebivalstva, ki je nasledek nagle industrializacije tistega, ne, podeželskega prostora v tej dobi. Tam, kjer je prehajanja malo in kjer ne vem, torej, raba nemščine pri pridigi, ne, v očeh duhovščine ni predstavljala nevarnosti za nacionalno stvar, ne, so bile koncesije torej govorcem drugega jezika ali pa pripadnikom druge nacije lažje, ne, in je do njih tudi prihajalo, ne vem, do uvedbe pridig po nemškem jeziku in tako naprej. Ne. V okoljih, kot je Draga, ne, kjer imamo pa prej vse skozi opraviti z dvojezičnim prebivalstvom, ne, ki je v tem primeru zanimivo, ne, pridige vse skozi poslušalo v kranjskem oziroma slovenskem jeziku, ne, v tem jeziku tudi molilo, ne, doma pa uporabljalo kočevarščino. Ne. V tem primeru pa bi bila ne, uvedba torej, nemškega jezika pridig, ne, torej bi imela implikacije na nacionalnem polju, ne, bi pomenila, da se tudi dejanje, neka delitev skupnosti po nacionalnem ključu, na kar slovensko opredeljena duhovščina, ne, kar slovensko opredeljeni duhovniki seveda ne, niso tako zlahka pristali. Ko gre pa za neko širše razmerje med nacionalizacijo prebivalstva in religijo kot idejnim sistemom, ne, ali pa kot idejnima sistemoma, pa ne kaže, da bi torej, ta nacionalizacija prebivalstva bistveno bodisi pozitivno ali pa negativno vplivala, ne, na religioznost in versko prakso prebivalstva. Ne. Ta dva procesa potekata vsak sebi, ne, tako da
nekega kauzalnega razmerja, ne, na katerega mestoma, o katerem mestoma lahko beremo, ne, v zgodovinopisnih obravnavah, torej širjenje nacionalne ideje, v tem primeru ni moč dokazati, no, vsaj na Kranjskem ne. Čestitamo za vaše delo, za doktorat in želimo še veliko uspešnega dela. Najlepša hvala.